Dober dan. Danes bi vam rad pokazal, kako bom obrezal nekaj fig. Tukaj nekatere smo že letošnje, ki smo presadili. To je stara enih 8 let. No, samo da vam pokažem. Postrigli bomo vse divjake, ko vedno, te, ki rastejo znotraj. Počistili bomo sredino, odrezali kakšno vejo, da se stvar malo bolj razširi, počene veje odstranili in sadiko malo znižali. Naprimer to vejo, ki gre gor, bomo odrezali, da se širi tam in pogledali, ta nima nobenih divjakov od spodaj pri deblu, drugače bi tudi tle porezali, nekatere imajo naprej, vidimo, to treba vse porezati, sprostiti sredino in to je to. Na hitro bomo čistili in fige grejo hitro, je lahek les, tako da ne rabi veliko energije, optimalno. To mogoče celo lahko pustimo, to bomo pustili, da gre na široko. Eno si lahko pustimo, če je lepa kakšna, da za naslednja leta, da bo lahko se razvejala. Ostale postrižemo, se javim, ko je končana. Evo, figa je porezana. Kot vidimo, v višino ne grejo nobene veje. Po sredini je počiščena. Razen tle sem pustil naprimer en divjak, v upanju, da tle požene iz tle veja, da bomo lahko potem to odrezali in tam šli naprej. Ostale veje gledamo, da grejo v širino, iz debla ven, malo v to stran, malo v uno, da gre lažje freza. Smo jih verjetno še uno bom odrezal, da lahko gremo mimo, raje malo več letos, drugič malo manj. Tle tudi bomo videli, bom še malo odrezal, da gre lepo freza čim bližje in da se koncentrira malo nižje in to je to. Rezi morajo biti lepo narejeni, da teče voda. Tle še malo naklon bi se reklo, mora biti, da teče. Dobro bi bilo namazati zacepilno smolo, tako da se to lepo naredi. Tako. Vse so očiščene. Ene smo cepili na dvoje, te spodnje puščamo, vsaki toliko pustimo eno za naslednjo leto, divjak bi se reklo, oziroma enoletnico, ostale pa širimo, da grejo v pravo smer, to pomeni, da grejo v širino. To je to s figami. In tako se gre dalje. Uživati v naravi in strižiti, oblikovati.